Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je spet posvečena živalim. In sicer živalim, ki sicer živijo daleč, daleč na severu našega planeta. Ja, pa to niso pingvini, tudi mrožine. Ne, so ene velike, kosmate živali. Le katere bi to lahko bile? Najbolje, da prisluhnemo pravljici in spoznamo te živali. Pravljico z naslovom Beli kosmatin je napisala pisateljica Caroline Castle, za ilustracije pa je poskrbel Daniel Howard. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Beli kosmatin. To je zgodba iz davnih časov in daljnih krajev, iz dežele prekrite snegom. Ta dežela se je imenovala Grenlandija in tako se imenuje še danes. Nekega mrzlega jutra se je iz meglice prikazalo nekaj polokrogastega. Bila je hišica, zgrajena iz zmrznjenega snega, iglu. Skozi vrata je stopila deklica Sira. Na hrbtu je nosila vrečo, v njej pa je bil njen mali bratec Ivik. Sirina mama je bila bolna in ni mogla vstati iz postelje. Zato je morala iti Sira naloviti nekaj rib za večerjo, da ne bi bila družina lačna. Bodi previdna, moja pogumna punčka, je zaklicala mama, in pazi se severnih medvedov. Toda ko sta otroka odhajala, ju je nekdo videl. Nekdo velik in bel in strašen. Kako je bilo mraz. Ampak malo Siro so topla oblačila grela, kakor ogenj sredi zime. Počasi si je utirala pot skozi sneg, dokler ni našla primernega mesta za ribarjenje. Sira je izkopala luknjo v led in potopila trnek vanjo. Na nebu je sijalo svetlo sonce in mali Ivik je spal. Toda nekdo je opazoval. Nekdo velik in bel in strašen. In prav kmalu je Sira ujela prvo ribo. Nekdo velik in bel in strašen pa se je plazil bliže in bliže. Nekdo velik in bel in strašen in lačen. Mali Ivik se je zbudil. Beli kosmatin, se je zasmejal velikanski kosmati obraz. Na, je rekel, hočeš ribico? Velika bela žival je bila tako presenečena, da je kar vzela ribo in jo pogoltnila. Sira je ujela še eno ribo in potem še eno. Ribica za kosmatina, se je smejal Ivik. Velika bela žival je pogoltnila vse, s kostmi vred. Nebo se je stemnilo. Mala Sira je slišala veter, kako zavija. Dvigoval je sneg in ji žvižgal okrog ušes. Deklica je vedela, da se bo kmalu spremenil v snežni vihar. Čas je bil, da pobere ribe in se odpravi domov. Toda ko se je obrnila, ni bilo nikjer več nobene ribe. Niti ene. Ti porednež, je zaklicala Iviku. Bila je zelo jezna. Ampak kako bi lahko njen mali bratec pojedel vse tiste ribe? Saj je bil dosti premajhen. Mogoče je prišel tjulenj in jih vzel. Zdaj bodo po doma vsi brez večerje. Beli kosmatin, je rekel Ivik. Je tulil veter. Nebo je postajalo še temnejše. Sira je vedela, da morata takoj domov, dokler lahko sploh še najde pot, pa čeprav brez rib. In tako se z malim Ivikom na hrbtu odpravila v viharni večer. Toda veter je bučal in rohnil in ji nosil sneg v obraz. Sira ni več videla poti.
Kmalu sta bila deklica Sira in mali Ivik popolnoma izgubljena. Spustila se je noč kakor debela temna odeja. In nekdo jima je sledil. Nekdo velik in bel in strašen. Sira je zagledala za seboj senco velikanskega bitja. Nekaj gre, je zavpila. Nekaj velikanskega in strašanskega. Beli kosmatin, je zaklical Ivik. Mala Sira je tekla, kolikor hitro je mogla, toda sneg je bil globok in bila je utrujena. Ivik je bil težek, kakor če bi imela na hrbtu veliko vrečo krompirja. Nenadoma se je znašla pred ledeno jamo. Tu notri se lahko skrijeva, je rekla. Bila sta tako utrujena, da sta v hipu zaspala. In nista slišala, kako skozi sneg topotajo težki koraki. 1, 2, 3. Počasi se je velika žival splazila noter. Razprla je svoje ogromne, močne šape in zelo previdno dvignila Siro in Ivika in jo stisnila k toplim prsim. Potem je stekla in je tekla, kolikor hitro je mogla, čez zasnežene griče in skozi hrumeči sneženi vihar vse do igluja. Deklica Sira in mali Ivik sta se zbudila na domačem pragu. Sira ni mogla verjeti svojim očem. Kako sta vendar prišla domov? In od kod se je vzela tista velika riba? Samo mali Ivik je uganil odgovor. Beli kosmatin, je srečno rekel. Ja, pa se je le izkazalo, da tale beli kosmatin ni bil tako strašen, kot zgleda na prvi pogled. Ja, dobro se z dobrim vrača. Upam, da tudi vi kdaj storite kakšno dobro stvar. Zagotovo se vam je že povrnila, ali pa se vam še bo. Nikoli ne veste. Verjamem, da vam je bila tale pravljica všeč. Tudi meni je bila. Čeprav me na trenutke, ko sem brala o mrazu in o vetru, kar zmrazilo. Potem pa me je pogrel tale srečen konec te zgodbe. Če vam je bila všeč tale pravljica, potem vam bo zagotovo všeč še kakšna pravljica, ki jo lahko najdete na kanalu Moj knjižni kotiček. In če se še niste naročili, ne čakajte, le naročite se. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. En kosmatinov, čau vam želim.